Ja, dober dan, midva z Ksenijo, torej jaz sem David in danes sem se dobil z svojo prijateljico, kolegico, prevajalko, učiteljico jezikov Ksenijo, da v bistvu danes zaštartava to serijo podcastov za mladinsko sekcijo prevodnega prangerja. Ja, Ksenija, bi še ti kaj povedala, mogoče uvodno? Ne, to je to. To je prvi podcast, to je vse. Ja, mi dva sva, se pravi, jaz sem Ksenija, to je moj kolega David, zdaj v bistvu en drugega predstavljava, ne. Prej minuto nazaj sva razmišljala, kako bi začela podcast, ampak no, sej mislim, da padava zdaj v moment, ne, bova nekako splavala s tokom. Ja, mladinska sekcija prevodnega prangerja, v bistvu mi se kličemo prevodni pranger YZ Alfa, in s tem YZ Alfa se nanašamo na mlajše generacije, ne? V bistvu na mlajše generacije prevajalcev in prevajalskih nadobudnežev, da v bistvu odpreva neko diskusijo, neko debato o prevajanju, čisto nasplošno, najprej nasplošno, potem pa malo zmeri bolj specifično. Ja, in v bistvu, da malo tudi poveva najno mnenje, najna razmišljanja o tem področju, najne izkušnje. Tudi mogoče razkrijeva, kaj česar ljudje še ne vejo, ali pa mogoče sploh mladi ljudje ne vejo o prevajanju. Tudi kakšne stvari, s katerimi se mi dva srečujemo pri svojem delu. Definitivno, pa tudi, da se mi dva kaj novega naučiva, ne, v bistvu, ne. Da se namaš, mogoče se nama bo še kdo pridružil, mogoče ne. Bomo videli, no. Ja, David, kdo si ti? Povej, kdo si ti? Jaz sem David Pavlas, prevajalec, lektor, tudi pisatelj, ampak to bolj postransko. Prevajam v bistvu že vso življenje, odkar pomnim. Kaj je bila prva stvar, ki si jo prevedel, recimo? Prva stvar, to se živo spomnim, kot da bi bilo včeraj, ker se mi je tako zelo v spomin vtisnilo, ker se mi je zdelo tako cool v bistvu. Bil sem v enem 7., 8. razredu osnovne šole in moja mama je takrat začela delati v Avstriji. Meni je pa nemščina že od malih nog vedno šla, ker sem odraščal v bistvu z nemško televizijo. In sem se pač potem skozi to nekako naučil. Ja, moja mama je glih takrat začela delati v Avstriji in je rabila kredit. In ona se seveda zdaj ni znala zmeniti v nemščini za kredit na neki avstrijski banki. In me je enkrat zbudila in mi je rekla, mi dva gremo danes v Avstrijo. Pa jaz, 12-17 let star, zakaj? Kaj bom jaz v Avstriji? Ja, za kredit se gremo zmeniti. Čistko, 12-13 letnik. Jaz gledam, kaj pa je kredit? Kako to poteka, kako to zgleda? Veš, 12-11 let nič ne veš. In smo potem dejansko šla in nekaj malega sem poskušal pretolmačiti, takrat sem mislim, da absolutno nisem imel vokabularja, da bi lahko nekomu zrihtal kredit. Ampak ga je potem dejansko dobila. Ampak mislim, da predvsem zato, ker smo se tako zelo zasmerila tistemu bančnemu uslužbencu, ker je ženska prišla čez mejo z 12-letnim otrokom, zato da je dobila kredit. Ja, ampak ni nujno, ne, da v bistvu po moje je to tvoje posredništvo, tvoje jezikovno znanje je pripomoglo, ne, k temi. In to v bistvu, mislim, je zelo velik dosežek, če pogledaš, ne, pri 12 letih, da si v bistvu pomagal svoji mami z neko bivanjsko, življenjsko situacijo zaradi tvojega jezikovnega znanja, mislim, to je zelo. Meni je bilo to ful cool, zato ker pač ona vedel sem, da kredit je nekaj, kar rabijo odrasle osebe in mi je bilo v bistvu zelo cool, da jaz kot otrok lahko pomagam moji mami to doseči. Z mojo mamo sem se mimo glede ravno včeraj slišal glede tega podcasta in mi rekla, prosim, ne povej te zgodbe. Sorry, mama. Oprosti. Ampak sem rekel, bom, zato ker je zanimivo, pa ker se mi zdi, da tudi pokaže v bistvu na kakaj vse
banalne načine v bistvu lahko zaideš v ta poklic, ker to je bilo čisto slučajno. Ni bilo to zdaj, da bi, ne vem, nekaj jaz v bistvu, dokler nisem začel študirati, sploh nisem, oziroma ne dokler nisem začel študirati, ampak dokler nisem bil, ne vem, tak drugi, tretji letnik srednje šole, mi sploh ni bilo jasno, da je prevajalec ali pa tolmač dejansko neki poklic, od katerega se da živeti. Mogoče tudi zato, ker sem bil pač že od malega navajen to delati. Ker kolikor sem enkrat začel tolmačiti pa prevajati za starše, ko so šli v Avstrijo, seveda pol tudi za kolege prevajal CV-je pa spremna pisma ko so se prijavljali na službe pa sem pa tja. Tako da, ja. Spravi, si se toliko kvarjal s tem, da si že nekako za samoumevno jemal to tvoje znanje, ta skill na nek način? Ja, mislim, meni je bilo tako... Naravno nisem mi zdelo nič posebnega, da to delam. Ne vem. Okay. In kako to, da si se potem odločil za študij? Kje si študiral? Kako je to progresiralo? Jaz sem v bistvu zaključil dodiplomski študij germanistike in anglistike v Mariboru na Filozofski fakulteti. In sem takrat v bistvu hotel postati še učitelj. Pol sem pa eno leto dajal inštrukcije iz angleščine pa nemščine, pa sem ugotovil, da zato, da sem učitelj, absolutno nimam živce. Okay, ja. Nisem pa tudi hotel zdaj iti v neko raziskovanje, zato ker pač vseeno me je bolj mikalo nekaj praktičnega, kot pa samo neko izključno teoretično delo. In sem pol v bistvu razmišljal, kaj pa še drugega praktičnega obstaja z jeziki, prevajanje, okej. In pol sem se v bistvu vpisal na magistrski študij prevajanja v Grazu, v Avstriji, ki ga zdaj tudi počasi zaključujem. Sem še magistersko, pa sem konec. Super. Kaj je tvoja tema? Že imaš naslov? Nimam še naslova, sem pa zdaj prijavil pač okvirno temo. Ful me v bistvu zanima, kako se je prevajanje razvilo iz nekega literarnega hobija, ki je bil za ženske takrat spremljiv, tam v 19. začetku 20. stoletja, v poklic, v katerem so danes dejansko dejavne predvsem ženske. Zato, ker naprimer v Grazu sem jaz na predavanjih iz prevajanja marsikdaj edini moški in se mi zdi to ful zanimivo. V bistvu, mislim, sploh se nisem zavzel za to do pred kakih par mesecev nazaj preveč. In se mi zdi, da so, mislim, ženske so se mi zdi res vodilna sila prevajanja, bi rekel, sploh literarnega. Ja, super, ok. No, držim pesti, da bo šlo vse kot po maslu. Ksenija, kako si pa ti začela, kako si prišla do jezikov, kaj je vzbudilo to strast v bistvu? Mislim, da je pri meni to bilo zelo nekako naravno, zelo organsko, sploh z angleščino, ker ko sem bila majhna, dosti časa sem preživela na YouTubu, pa Club Penguin sem takrat ful igrala. Zakon. No in je bila v bistvu je bila angleščina samo neko sredstvo do teh vsebin. Ampak se spomnim, ko si bil takrat v tisti igrci, si bil lahko kot pingvin tajni agent. In se spomnim, da sem prav iskala v slovarju, kaj pomenijo določeni izrazi, se spomnim mission, pa ne vem točno kaj še. V glavnem, sem dejansko, sem se prav učila jezika iz igrce, ampak čistko zelo naravno. Tako da angleščina mi je bila vedno blizu, tudi polk je pač bil tale Club Penguin passé in to. Nemščino sem vzela najprej v osnovni šoli, kakor tisti drugi tuji jezik, pa potem sem v srednji šoli še nadaljevala s tem. Sicer tam je bila zgodba malo drugačna, mislim, sem jo imela vedno kot neki izziv. Slovnice sem se dobro naučila v srednji šoli, ampak sem pa imela vedno nek strah pred govorjenjem nemščine. Zakaj pa? Mislim, če se te je bil strah napak? Ali... Ja, napak, ker v bistvu v srednji šoli je bil fokus pouka nemščine ful na slovnici, in da smo res pravilno vsako končnico v vsakem sklonu povedali, ker če je nismo, je bil včasih problem. Pa to malo zažlajfa človeka.
Pa v bistvu tudi zdaj skozi poučevanje drugih sem spoznala, da je to kar pogosta izkušnja, no, pri ljudeh. Ja, sem to v bistvu stvar, ne vem, šolskega sistema, učnega načrta, kakorkoli, no. V glavnem sem se odločila potem za študij jezikov, ker pač nekaj se moraš odločiti za študij. In angleščina je bila itak je dominirala, nemščino sem pa vzela kot še nekaj zraven, ker sem si mislila, mogoče sta 2 jezika boljš kot 1. Pri meni je bilo pa obratno. Jaz sem pa nemščino vzel kot prvo izbiro angleščino, pa prav zato, ker je bilo treba še nekaj zraven. Res, okej. No, vidiš, sem mava podobno, ne? Podobno pot, podobno razmišljanje. Ja, no, pol pa tudi nemščina nekako speljala na faksu, no. Sem pa vedno govorila tekom študija, da ne bom nikoli poučevala. In evo nas, ne? Zdaj sva tukaj v moji mini učilnici, ker imam jezikovne tečaje pa inštrukcije in tako naprej. Ja, zdaj se pretežno ukvarjam s poučevanjem in v bistvu mi je zelo všeč, no. Poučujem pa večinoma na jezikovnih tečajih, tudi sodelujem z Ljudsko univerzo v Postojni, pa kakšne individualne ure imam online, pa v živo tudi tukaj v tem prostoru. Se pa ukvarjam z angleščino, nemščino in tudi slovenščino potem, no. To je potem nekako prišlo zraven. Prevajanje pa, tu pa tam prevajam kakšne turistične tekste ali pa kaj za potrebe, za kakšne razstavna besedila ali pa za potrebe Notranjskega muzeja tukaj v Postojni. In v bistvu prvič, ko sem karkoli prevedla, da je bilo nekje objavljeno, je bilo prav za Notranjski muzej, ko so imeli, mislim, da eno razstavo starih igrač in je bilo treba nekaj prevesti, se pravi besedilo, opise teh igrač je bilo treba prevajati v angleščino in to je bilo pa čistko, takrat sem prek študenta delala v turistično-informacijskem centru, pa potem so rabili nekoga, ki mogoče malo bolj zna angleško. Ja, in to je bil prvi tekst, no, ko sem ga prevedla. Pol pa naprej, ne? Tako. In ja, David, ti si v bistvu pogruntil ful dober fun fact, da mi dva snemava danes na Evropski dan jezikov, ne? Ja, res je. Ja, se pravi Evropski dan jezikov, ne? 2001 je Evropska unija razglasila ta dan kot spodbudo za učenje tujih jezikov in tako. 26. september, mimogrede. 26. september, tako. Ja, a je mogoče kakšen tuj jezik, ki bi se ga še naučil? Katere jezike govoriš? Mislim, da bi res rekel, da jih tekoče govorim od tujih, sta sam angleščina pa nemščina, ampak bi pa rekel, da me tudi v kakšni Španiji ali pa Italiji ali pa tudi Srbiji na Hrvaškem ne bi mogli ravno ukrasti. Okay. Kje si se pa učil? Špansko, italijansko? Špansko sem se v bistvu naučil, ko sem šel na Erasmus v Španijo leta 2021. Kje si bil v Španiji? V Valenciji. Hotel sem iti sicer najprej v Nemčijo, v Jeno, ampak je potem bilo cela neka foreka, zato ker kao pri njih z kombinacijo angleščina, nemščina, tega kao tam ne moraš študirati in zato nisi mogel tja na Erasmus, kar nima smisla, zato ker ti, ko greš na Erasmus, si sam sestavljaš predmet nekam, pa nima veze. In sem v bistvu pristal v Španiji, pa se tam naučil jezik. Sem tudi par mesecev prej sem se tudi poskušal naučiti prek telenovel. Okay. Mislim, pa se tako se navadiš. Ne, mislim, ja, ful sem padel noter. Ko sem prišel v Španijo in se ti pogovarjaš z temi Španci, ki govorijo, pač oni govorijo tako zelo... Španci so zelo flegma, mislim, oni so čist... Oni živijo z dneva v dan in tudi potem temu primerno sproščeno govorijo. Jaz sem jo pa tako zelo, so mi vedno znova govorili zelo tako dramatično izgovorjavo, da se je slišalo, da sem se po telenovelo učil. Kaj si gledal, Rebelde? Ne, Rebelde so kar 15 let nazaj, ne? 20 verjetno. Ja, mislim, pa tudi to sem gledal, pa tudi neke španske serije na Netflixu sem pa vse možno. Hrvaško sem se naučil v bistvu zato, ker sem imel na dodiplomcu v Mariboru zelo dosti znancev, prijateljev, sošolcev, ki so prišli v bistvu tam
Čakovec, Varaždin, to je v bistvu obmejno mesto Hrvaška. V Maribor študirati in oni niso znali slovensko. Meni se je pač zdela dobra prilika za še en jezik naučiti in sem se prvi tak začel. Italijanščino sem pa v bistvu imel že v srednji šoli, ker sem hodil na poklicno, turistično in smo imeli pač tam italijanščino kot tretji tuj jezik. Pa mi je sicer potem, ko sem pač končal za srednjo šolo, sem po letih študiral nemščino pa angleščino, pa sem se pa predvsem na to fokusiral. Ja. Samo zdaj v zadnjem času se pa tudi z italijanščino spet malo trudim jo izboljšati. Kaj pa, kad nekateri recimo, ko so se učili italijansko in špansko, pravijo, da je problem, mislim, ko sta si ful podobna jezika, ne, da ful mešajo. Kaj pa pri tebi se tukaj dogaja? Na začetku se je zelo dost. Mislim, sploh, ko sem prišel tja v Španijo prvič, ko sem šel na Erasmus, si upam reči, da je četrt stvari je bilo z italijanščine iz srednje šole. Aha, okay. Ampak zdaj, ne vem, bolj kot se ukvarjali z jezikom, bolj politak. Mislim, bolj noter pa, da bolj ti je jasno, kak nek jezik funkcionira, tudi kakve so razlike s podobnimi jeziki. Ja. Ja, italijanščina pa španščina, romanski jeziki so ful lepi. Meni ful lepo zvenijo, ampak nikoli se nisem zares še spravila, da bi se jih učila. Pa imam željo, pa nekako ta ideja, veš, da si poliglot, pa da govoriš, ne vem, 10-15 jezikov. To je meni tako dobro. Ampak polko pomislim, recimo, koliko časa sem se mogla učiti nemščino, recimo, da sem prišla na en tak nivo. Ne da se mi zdaj zaučiti enega jezika. Trenutno res ne, ampak enkrat pa ja. Meni je pa tako, če bi lahko, jaz bi se cel dan sam jezika učil. Res? Ful bi grščina me ful mika, mađarščina me ful mika. Vse me mika v bistvu. Vse so ful zanimivi. Ne? Sam jaz tako, recimo, sem se lotevala, kdaj pa sem se lotila, ne vem, kaj pa vem, sem se navadila številke, vse v enimi dnevi v španščini in pol naslednji dan. Ne vem, ali je bilo tisto preveč intenzivno, pa kar nisem več, ne vem, nisem tako pala notrno. Ampak to dopažam, recimo, moji tečajniki mi doskrat rečejo, da sej načeloma ne, bi se lahko sami navadili, ampak je pa tudi jim pomaga, da sem jaz tam zraven, da jim dajem domače naloge, da sem kakor neka... ne vem, nek alarm v njihovi glavi, veš, da se spomne, zdaj imam spet tečaj, spet moram narediti nalogo, ne, za uno, ko mi teži slovnico. In dejansko, ne, to je potem nekaj, kar jih trajba naprej, ne, kar jim pol pomaga. Ne. Tako da se v teoriji se lahko človek vse sam navadi, ampak mogoče včasih fajn tako imeti še koga, da te malo motivira. Tako da sem razmišljala, da bi mogoče šla na kakšen jezikovni tečaj. Ker jaz pa recimo znam angleško, nemško, slovensko recimo. Hrvaško je tako, no. Za sporazumevanje je okej. Drugače pa sem se učila še francoščino, no. Sem šla na en tečaj tekom študija, ja. To sem jaz prvo preko Duolinga. Francoščino? Ja, pa ni šlo. Ne vem, če se bom s francoščino, pa res ne vem, če se bom daj spoprijateljev. Pa ne vem, mogoče pa moraš sam prav način najdeti ali pa iti, ne vem, živeti v Pariz za nekaj časa. Sam to je res. Mislim, moji starši tudi, ko so šli v Avstrijo od nemščine, nič. Ampak pol pa itak misliš tam mislim, tudi sem bral sem ne tako dolgo nazaj neke študije, da dejansko, ko si ti v nekem okolju, kjer ne znaš jezika, se ti dejansko možgani potem tako preklopijo, da so potem v bistvu v nekem takem zasilnem pogonu, v bistvu bi skoraj rekel, ko ful pobirajo informacije, ful pobirajo nova znanja, zato ker pač moreš, ker ne moreš preživeti drugače. Ja, definitivno. Ja, prisiljen si, ne? In enostavno moraš speljati nekako. Pa tudi ves čas si obkrožen, recimo, z jezikom. Ne? Jaz sem pa zdaj opazila na enem tečaju slovenščine za to začetno integracijo priseljencev, ko se tudi izvaja na Ljudski univerzi. Imamo glavnem skupino ljudi iz Bosne, iz Kosova, pa mislim, da sta še dva oziroma eden je iz Makedonije. Tako da imajo to podlago, ne, srbo-hrvaščino in tako, in se razumemo in gremo lahko ful hitro naprej snovjo. Ampak itak najtežji del učenja je govor,
Ne? In še vedno nekateri govorijo po bosansko, recimo, ampak so povedali, ne, da oni doma se pogovarjajo bosansko. Na delu itak imajo sodelavce večinoma z Bosne, se pogovarjajo bosansko in dejansko, tudi če živijo v Sloveniji, nimajo šanse, ne, da bi se lahko pogovarjali v slovenščini. Ne. Tako da recimo, potem sem se spomnila, včasih slišiš kakšne komentarje, ne vem, kakšnih, ne vem, zelo tradicionalnih Slovencev in tako naprej, ki rečejo, ne, ja, toliko cajta živi tukaj, pa ne znaš jezika, ne, ampak dejansko, če ti nisi v stiki z nekim okoljem, se nimaš šans, ne, tako, mislim, zelo težko, ne. Okay, tuji jeziki, ampak če greva zdaj nazaj na prevajanje, ne, kaj ti prevajaš? Kakšne izkušnje imaš? Jaz v bistvu sem to že prej omeniti. Jaz sem tudi v bistvu, zato ker sem v bistvu naredil poklicno šolo na področju turizma, sem potem tudi nekako potem, ko sem zaključil z dodiplomskim študijem, sem v bistvu pol leta sam sedel doma, ker sem čakal, da mi izdajo diplomo, ker mi Avstrijci niso dovolili, da se brez dejanske diplomske listine vpišem, bla, 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 Avstrijci, birokracija. Okay. In sem potem v bistvu razmišljal, mogoče bi bilo pa fajn, da jaz kak evro zaslužim, če že samo doma sedim. In sem potem dejansko prek študentskega servisa tudi prišel do prevajanja nekih teh pavšalnih turističnih ponudb in se mi zdi, da je dejansko to, da sem imel pač tudi šolo na tem področju narejeno pač poklicno, to zelo dosti je pripomoglo, ker pač spoznaš se na besedišče, ne rabiš toliko raziskovati nekih stvari. Ampak drugače pa v zadnjem času tudi se vedno več ukvarjam z literarnim prevajanjem, tudi z podnaslavljanjem vedno več. Pa v bistvu bi rad, zdaj že 3 leta že ful delam v tem marketingu, turizmu, sem pa tja in mi je ful, bolj me mika nekaj kreativnega. No. Okay. Se ti zdi, da se besedišče preveč ponavlja, da je preveč monotono, da je vedno znova neko recikliranje in ga je nizko? Pa ja, mislim, ta turistična besedila, to je bolj kot ne vse napisano po istem kopitu. Iskreno povedano tudi zato, ker marsikdo od teh ljudi, ki ta besedila pišejo, moram reči, neke žilice za pisanje nima. In se pol vsi držijo istih formul. Kar je pol itak, mislim, meni je prevajati ful fajn, če bi lahko, jaz bi sam prevajal cel dan. Sam tudi rata potem utrujajoča, če moraš 15krat prevesti, v bistvu isto povedati, samo z nekimi mičkenimi spremembami ali pa malo drugače formulirano. Pa tudi ta kataloški format. Ja. Zelo hitro ti dosadi v bistvu. Ja, okay, no, pol, ja, ti manjka ta kreativnost v bistvu. Okay. Ja, kaj pa podnaslavljanje? A si lahko, mislim, da tam v bistvu ne moreš biti tu kreativen, ne? Ker tam si pa res omejen tudi na formo, nekako na dolžino. Ja, mislim, pri podnaslavljanju, jaz neštetokrat slišim od ljudi, ne vem, gledajo nek film, poslušajo nek dialog, nekdo reče 3 povedi, v podnaslovu je pa 5 besed. Joj, zakaj so pa to tako slabo prevedli, to je bilo zdaj čist strnjeno za brez veze. Ti moraš, v bistvu, pri podnaslavljanju ti ne moreš delati drugače kot strnjevati, zato ker si omejen glede na to, koliko znakov je lahko v eni vrstici, kako dolgo je lahko podnapis na ekranu. Ja, mislim, v bistvu ful je enih tehničnih omejitev. Mene srce boli, ko slišim nek ful dober dialog, pa ga moram strniti, sam ne gre drugače. Ja, itak, ja. Če ne gre čez ekran, ne? Ja. Kaj pa pri literarnem prevajanju, naprimer, ja, dej, vse morava povedati, kako sva se spoznala mi dva, ne? A ja, sej res. Mi dva, David in jaz, sva se spoznala na seminarju literarnega prevajanja Zomer Kolek Premuda. Ne? Rest in peace, by the way. Rest in peace Premuda, točno to, ja.
Bilo je leto 2023. Tako. Wow, 2 leti nazaj. Bila sva slučajno sostanovalca v istem apartmaju na Premudi. Točno, ja. In se potem itak nekako, mislim Premuda je itak bila to vse. Šel si v bistvu na dopust, pa nekaj malo si prevajal zraven. Ja, čeprav meni se je zdelo kar intenzivno tisto prevajanje. Zdaj, je pa res, da definitivno 2 tedna smo bili tam, 2 tedna na morju, na enem takem bolj odročnem otoku v Dalmaciji. Bili sta tam samo 2 mičkani trgovinci. Jaz se spomnim, ko sem šel takrat na Premudo, mislim, da smo skoraj vsi iz slovenske grupe smo obtičali takrat v Zadru, se mi zdi, ker smo trajekt zamudili zaradi Flixbusa. Točno, ja, točno. Bila je ful velika gneča na cesti in spomnim se, da ti, pa še Jan in Maša, dva Slovenca. Mislim, zdaj je treba tudi razložiti, kako Premuda v bistvu funkcionira oziroma je funkcionirala. Premuda je funkcionirala tako, da je bila slovenska skupina, ki je prevajala sodobno avstrijsko literaturo v slovenščino, pa bila je avstrijska skupina, ki je prevajala sodobno slovensko literaturo v nemščino. Tako je, vse skupaj je bilo približno 12 udeležencev, recimo 10 do 12 in v bistvu vsak udeleženec je imel nekoga v tandemu, se pravi nek tandem, Slovenc pa Avstrijc, Slovenka, Avstrijka, kakorkoli, smo bili popačkani. Ja, in ko smo prevedli, dobili smo berilo, izbrali smo si 3 besedila in ko smo prevedli eno besedilo, smo se najprej posvetovali s tandemom, glede določenih izrazov in tako naprej in pol je šlo vedno ožje. Pa smo se posvetovali s tutorjem in pol še z mentorjem, z mentorico. In najna mentorca je pa bila prevajalka, literarna prevajalka Urška Potočnik-Černe. Ki je tudi osnovateljica festivala Pranger in prevodni Pranger. In ki naj je v bistvu spodbudila, da se lotva tega, da se zdaj tukaj pogovarjava. V glavnem, takrat je bila ful gneča na avtocesti in smo res zamujali vsi, ampak je pa taka ful lepa izkušnja, ker si v naravi, si na morju in hkrati prevajaš in se ful naučiš, ful dober feedback dobiš, ker tudi vsak večer so bili potem tile bralni večeri, na koncu dneva smo sedeli vsi ob eni mizi in vsak je prebral ta svoje besedila, naprej določen vrstni red smo imeli in vsak je lahko potem pokomentiral ta prebrana besedila, tako da smo res dobili dosti enega feedbacka. In celo to okolje je bilo ful lepo, Sva se s prijateljem nedolgo nazaj pogovarjala o moči narave, naprimer, ko kaj doživiš v naravi, mislim, da je tudi to bilo na Premudi. Mislim pa tudi ta otok Premuda, to je res tako odročno, tam peljeta 2 trajekta na dan, peljeta tja, 2 trajekta na dan, peljeta nazaj. Ti si res samo tam si na tistem seminarju bil in si se res samo s prevajanjem ukvarjal, mislim, itak smo se to zelo veliko družili. Tudi, jaz sem, na primer, enkrat prespal eno konsultacijo pri Urški, ker smo predolgo ostali na tej njihovi vaški fešti enkrat zvečer. Ok, ja. Je bilo zanimivo, definitivno. Ampak je bilo, mislim, res je bila neka taka edinstvena atmosfera, ker si vedel, tam si zato, da prevajaš, drugi so tam zato, da prevajajo. 20 ljudi je tam samo zato, da prevaja. Ker je, mislim, 20 ljudi, mislim, da je skoraj stalna populacija tega otoka. Skoraj, v bistvu. Župana spoznaš tako mimogrede. V marketu. Pa tudi vsi otočani vejo, da je zdaj ta prevajalska šola, pa da mislim, da še obstaja tudi ta isto na Premudi poletna šola literarnega prevajanja hrvaščina, nemščina, pa nemščina, hrvaščina, ampak za slovenščine pa žal več ni. Ja. Ampak je pa se lahko človek ful navadi, in je tudi ena taka, eno tako popotnico dobi, ali pa vsaj neko pogled tudi v to področje, ker recimo, saj ne vem, kako je bilo pri vas, recimo na študiju prevajanja, ampak recimo pri nas, dobro, jaz sem študirala anglistiko pa germanistiko,
Ampak v bistvu tudi na magisteriju smo imeli, mislim, da je bil en predmet prevajanja v angleščino ali iz angleščine, nekaj tacga, pa v glavnem smo prevajali neke članke, tako da tam nisem dobila nekih ful hudih izkušenj. Tukaj na Premudi pa je bilo zelo intenzivno, ne, in si res se naučil, na kaj moraš biti pozoren kot literarni prevajalec, recimo, pa kakšne kompromise moraš sklepati. In ja, taki seminarji oziroma take poletne šole, dodatna izobraževanja so lahko zelo koristna za mlade. Ne? Ja, ok. Kakšne so v bistvu tvoje izkušnje potem z literarnim prevajanjem znotraj študija? A ste se kaj s tem ukvarjali? Mi smo zdaj ne vem, kak je v Ljubljani ali pa v Mariboru, ampak v Gradcu na magisteriju prevajanja je v bistvu tako, da imaš ti, mislim, tam v Avstriji se itak sam prijavljaš na predmete, tako ti pa še ni za nekega začrtanega predmetnika, tako kot je v Sloveniji, ko moraš v prvem letniku delaš to, v drugem letniku delaš tisto. Ne. V bistvu se čist sam prijavljaš in najprej najdeš pač tak nek osnovni prevajalski modul, da pač sploh prideš noter, da pridobiš neke začetniške prevajalske izkušnje. Pol imaš pa isto po modulih, specifično pač panoge prevajanja, bi rekel, ne vem, literarno prevajanje, prevajanje za pravosodje, prevajanje za znanost in tehniko. Ja. In sem v bistvu tudi se vpisal potem na modul prevajanje za literaturo, družbo in kulturo, nekaj takega. In smo tam, mislim, tam smo tudi prevajali vse živo, od nekih publicističnih člankov do odlomkov iz knjig, vse živo. Ja. Kaj pa recimo znotraj literature, mislim, kaj ti je bilo najbolj všeč prevajati? Tudi recimo, če se spomniš Premude, na primer. Vem, da si ti prevajal dramsko igro, a nisi? A si imel ti to? Ne, nisem. Prevajam pa, smešno, da si ni za to omenila slučajno, prevajam pa glih, mislim, jaz se zelo rad tudi ljubiteljsko ukvarjam z gledališčem in trenutno pač študiram v Gradcu in sem tam na univerzi tudi v dramskem klubu in trenutno prevajam eno igro tudi za njih. Aha, ja. Cool. Čakaj, ima si v dramskem klubu, kaj to pomeni, da tudi igraš na odru? Ja. Wow, ok. Mislim pa itak, tam vse delamo, vsi smo zraven pri kostumografiji, pri scenografiji, vsi delamo. Ful dobro, wow. Ampak glede Premude, pa kaj mi je bilo najbolj všeč, mislim, da dejansko čist prva stvar, ki sem jo prevajal takrat, ko sem bil prvič na Premudi 2023, to je bilo pa od Lise Eckart, to je ena avstrijska komičarka, kabaretistka, kakorkoli, ki je v bistvu zelo tak politično nekorektno, ampak ne zdaj na nek način, ki bi tolku dol neke ljudi, ampak tudi, ne vem, zelo dosti se heca na račun Avstrijcev, tudi na svoj račun. In je bilo, v bistvu, jaz sem njo takrat že dlje časa poznal nekako. Osebno? Ne, mislim njeno to kabaretistično kariero sem spremljal že par let takrat. In se spomnim, da takrat, ko je meni bilo jasno, da jaz tisti prvi dan ne bom več prišel na Premudo, sem potem dejansko odprl ta reader, da sem pač to berilo, ki smo ga dobili, da sem videl, kateri teksti so za prevajati. In čisto prvi tekst v readerju za slovensko skupino, torej stvari, ki smo jih mi potem prevajali v slovenščino, je bil en odlomek iz njene knjige. In tisto je bilo tako, it's a sign, to je meni namenjen. In sem potem, smešno, ker sem potem se tudi z eno drugo tečajnico tam na Premudi, smo se potem tudi pogovarjali, da v bistvu na Premudi je tekst izbral tebe in ne ti njega. Ja, te pokliče, ne, nekako. Včasih takošna taka stvar prav najde. Kaj v tebi? Kaj ti je bilo najbolj všeč? Na Premudi ali nasploh? Pa oboje.
Saj trenutno se v bistvu ukvarjam bolj kot sem rekla, s temi turističnimi teksti, pa to, saj kakšna znajo biti zanimiva besedila, ampak tudi recimo v muzeju, kar sem prevajala za muzej, je bilo ful je bilo fajn v bistvu se učiti nove stvari, naprimer nedolgo nazaj sem prevajala nekaj o Raubarjevem stolpu, naprimer, pa mislim čisto konkretne zadeve. Ali pa zdaj je bila, v bistvu so otvorili razstavo v muzeju, kjer tudi je en del te razstave je namenjen turškim taborom, oziroma proti turškim taborom, ne. In tudi recimo tem starim svetiščem, ne, tako da take stvari se lahko ful, tu se mi dopada pri prevajanju, da se lahko ful naučiš čistko. Drugač pa na Premudi pa, kaj mi je bilo najbolj všeč? Mislim pa, da prvo leto, ko sem bila, ker jaz sem bila do prvič 22, eno leto pred tabo, ne, ti si bil pa potem še eno leto, mislim, da ne? 23 pa 24. Tam sem pa prevajala eno besedilo Beiden Sorglosen, Štefana Zweiga. In tisto besedilo je bilo napisano lih med prvo in drugo svetovno vojno, tako da lahko si predstavljaš potem, kakšen jezik je bil. Ne? Ful nekako tak ful okranclan jezik, ne? Ful okrašen, ful dolgi stavki, ful enih pridevnikov, ne vem, takih in drugačnih struktur. In je bil ful izziv to prevajati, ampak že vsebinsko se mi je ful dopadal ta tekst, ki je bil nekako Zweig kritičen do takratne družbe, ki se je nekako umikala v neko razkošje v Švici, ne, medtem, ko so recimo med prvo svetovno vojno, ne, medtem, ko so recimo vojaki umirali v vojni na bojiščih. In ne vem, cela ta izkušnja, po moje mešanca vsebine in dejstvo, da sem pol jaz to nekako s pomočjo tutorja, tandema, mentorice, da sem pol to nekako prenesla v slovenščino, je bil kar dober občutek. No. Mogoče od tega, kar sem do zdaj nasploh prevajal, mi je bilo pa najbolj všeč dejansko čisto prva stvar, ki sem jo dobil za prevajati po tem, ko sem v bistvu od PRSP pa tak naprej. Je bilo, sem dobil naslednji dan že dejansko slučajno prek ene kolegice za prevesti eno poglavje iz knjige Klaus Kinkel und der BND, Titus Erben in Bonn. Torej Klaus Kinkel in BND, BND je nemška tajna služba, in Titovi dediči v Bonnu. Okay, wow. Kjer se je šlo v bistvu o tem, kako je nemška tajna služba v takratni Jugoslaviji v 60-ih, 70-ih v bistvu pomagala raznim ekstremističnim skupinam pri tem, da so ustvarjali razne nemire. Naprimer te masovni pokret, ki je bil v bistvu neka taka hrvaška vstaja, bi se lahko reklo. Mislim, ful je bilo vse tako si rekla, ful je zanimivo, koliko novega se v bistvu naučiš s prevajanjem. Ful. Pa tudi itak, mislim, ti se moraš tudi res poglobiti v neko temo, pa dosti nekega googlanja pa raziskovanja, ne, da najdeš to prav izraz koncev. Ampak res si širiš obzorja, moraš biti cel cajt nekako ažuren, ne, tudi nekako prisili, tudi to delo. A to si prevajal, kaj to je bil odlomki iz dela ali kako iz literarnega dela? Mislim, to je v bistvu ne vem, če je strokovno delo ravno, ampak definitivno gre v to smer. V bistvu zgodovinsko čistijo neko osvetlitev nekih zgodovinskih dejstev, poljudno znanstveno bi rekel. Jaz sem pol razmišljala v bistvu, kaj je tisto, kar mene osebno pritegne pri prevajanju. Vse pol lahko tudi ti poveš svojo izkušnjo, ampak meni se zdi tako, po eni strani je to zelo taka, mislim, je neka obrt, ne? Ti moraš imeti neko jezikovno znanje, poznavanje slovnice, besedišča, bla, bla, bla.
zelo sistematično, ne, da lahko ti sploh razumeš nek originalen tekst, pa potem ga preneseš v nek drug tekst. Po drugi strani pa pri literarnem prevajanju, meni se zdi, da moraš znati tudi malo začutiti stil avtorja. Ne? Se pravi, moraš imeti mičkeno občutka mogoče za jezik, za stil, za pisanje. No, in ta kombinacija obojega mi je zelo zanimiva. Kaj je tebi, recimo? Meni je pa v bistvu najbolj zanimivo to, da ti z prevajanjem, pa zdaj, ali je literarno, ali je pravno, ali je kakršnokoli pač je, ti v bistvu s tem spostaviš nek stik med nekima dvema kulturama, tudi na nek način pomagaš potem ljudem, da najdejo svojo pot v to kulturo. Ne vem, jaz sem prevedel, naprimer, nešteto nekih življenjepisov za prijatelje od staršev, ko so prišli delati v Avstrijo. In mi je tudi, mislim, to je ful, v bistvu doprineseš življenju teh ljudi, kar mi je ful fajn. In mi je, mislim, tak, pa tudi nasploh se mi zdi, da že ko se jezik učiš, še bolj pa se mi zdi, da ko prevajaš, v bistvu čist spoznaš neko tujo kulturo na nek čist nov način, res čist tako zelo intimno v bistvu. In jo moraš, meni se zdi, da če prevajaš, moraš tudi to tujo kulturo malo vzeti kot za svojo v bistvu. Ker moraš v bistvu konstantno potem žonglirati med njima, pa jo primerjati, iskati razlike. Ja, res, mislim, si nek posrednik med dvema svetovoma, ne? In zato je meni je tudi, to mi šeš, da potem tudi, ne vem, naprimer s prevajanjem literarnih del ti tudi približaš to kulturo tudi z drugim ljudem, potem jih mogoče jezika tudi ne znajo, ne? Naprimer, ti, če prevedeš neko knjigo sploh od nekega pisatelja, ko prej še ni bil preveden, tako kot je bilo naprimer zdaj, ko je bila Slovenija častna gostja na Frankfurtskem knjižnem sejmu par let nazaj, ali bilo lani? Predlani, 2023 mislim, da je. Se je ogromno knjig prevajalo iz slovenščine v nemščino. Tudi ogromno avtorjev, ki so bili prvič prevedeni. In je bilo dejansko prvič v zgodovini slovenske literature, da je slovenska literatura dobila tako mednarodno občinstvo. Ja. To pa tudi v bistvu pripomore k prepoznavnosti cele države, ne, v evropskem, v svetovnem merilu. Zanimivo. To se mi zdi, da imamo kar se slovenščine pa slovenske literature tiče, se zdi, da imamo malo nek ta manj vrednostni kompleks, zato ker mi smo majhen jezik, majhna država, majhna kultura, koga mi zanimamo. Očitno kar dosti ljudi. Što sem pa bila sem na tem uvodnem izobraževanju lani konec leta za poučevanje slovenščine in je bilo kar presenetljivo. Se zdaj v bistvu, ne vem, številk na pamet, sam je res ful ljudi po celem svetu, ko se učijo slovenščino in človek si ne bi mislil tega, ampak je kar dosti zanimanja za ta jezik. Tako da tudi v bistvu je fajn, da se naša literatura v druge jezike prevaja. Kaj pa recimo čistko nasploh glede prevajanja, kaj se ti zdi, kakšne teme bi lahko tukaj na tem podcastu obravnavala? Ko zdaj malo blebetava in onajo, ne, in tako, ampak recimo čistko bolj konkretno, o čem bi se lahko pogovarjala? Mislim, ena tema, mimo katere se mi zdi, da danes pri prevajanju ne moremo, da jo kar takoj rešimo, je umetna inteligenca. Sem vedela, da boš to rekel, ja? Se strinjam, ja. ChatGPT, DeepL in tako dalje, mislim, to niti ne rabiš delati kot prevajalec, da to veš. Mislim, to polnoga prevajanja se temeljno spreminja zaradi teh stvari. Jaz osebno ne vem, a res imam toliko znanja, da lahko to trdim, ali se enostavno držim nekega optimizma.
mislim, da to ne bo taki zadnji žebelj v krsto, kot ga marsikdo rad predstavlja. Aha, zadnji žebelj v krsto za prevajanje, misliš? Ja. Ker se mi zdi, da bojo ljudje vseeno ugotovili, da to si vsaj jaz govorim. Čist možno, da mi boste že čez pol leta lahko rekli, da sem imel totalno narobe. Bojo ljudje vseeno ugotovili, da stroj, računalnik, program, karkoli nima izkušnje dejanskega življenja v neki kulturi, v dveh kulturah ali pa v večjih. Mislim, itak ti lahko umetno inteligenco lahko nadriblaš v nekih kulturnih značilnostih, pa v nekem kulturnem besedišču, tako da brez veze. Ampak vseeno pa se mi zdi, da je ključno to, da ti dejansko kot človek veš, kak občutek je živeti v neki kulturi, kak občutek je biti soočen z razlikama med dvema kulturama. Ja. Se čisto strinjam s tabo, definitivno. Sam je pa res, da itak naročniki podjetja, naročniki nasploh valjda hoče vsak šparati z denarjem. Ne? In meni recimo se je dostikrat zgodilo, da sem mogla neko ponudbo za prevajanje izdati, pa sem dala neko fair ceno, naprimer. Pa so se niso odločili, ne? So napisali, smo se odločili za nekaj cenejšega, kar zdaj po drugi strani razmišljam, a res obstaja folk, ki prevaja za tako smešno poceni, ne? Ali je bil to sam nek izgovor. Oziroma sem imela tudi izkušnjo, kjer so se odločili, oziroma kjer so odpisali, da so našli nekoga, ki bi jim prevedel nek tekst, ma res govorim 100 prevajalskih strani, recimo, ali pa mogoče malo manj blizu 100. Strah me je tega, kako boš nas ni rekla. Za 100 evrov. Mislim, 100 strani za 100 evrov. Mislim, nekaj tazga. Zdaj ne vem, a so najdli to kakšno orodje na internetu ali kakorkoli, ampak ja, pač verjetno je nek AI noter, ne? Mislim. In ne vem, mislim, se mi zdi, da po drugi strani pa jaz že to malo sprejemam kot neko novo realnost. Ne? Sej, konc koncev, si tudi mi pomagamo s ChatGPT-jem, oziroma z umetno inteligenco, kar jaz mislim, da glede na to, da je tukaj napredovalo, to mislim, da ni nič narobe, da si za določena besedila pomagaš s tem, ne za vsa. Jaz mislim, da za literarno prevajanje, ne vem, mislim, da predstavljam, da bi s tem prevajala, ampak vseeno mora biti pa človeško oko zraven, pa človeška roka, ne, da greš skozi tekst, da narediš tiste spremembe, ki zihar bodo neka mesta, ki jih bo mogel človek potem predelati, obdelati, izboljšati, kakorkoli. Ampak mislim pa, da ne vem, morda sem malo bolj, ti si optimist, jaz sem malo pesimist. Skupaj se dopolnjujeva. Ne, mislim, jaz se čisto strinjam s tem, da pač umetna inteligenca je tu in tukaj bo ostala in mimo tega ne moremo. In definitivno se bo uporaba sam širila. Samo mislim, da jo marsikdo uporablja na napačen način. Zato, ker umetna inteligenca, tako kot si rekla, mora biti orodje, ne pa nadomestilo osebe. Ja. Definitivno. Mislim, jaz sem tudi zdaj par dni nazaj sem sestavljal en predlog za literarni prevod, za eno založbo. In sem tudi, mislim, za knjigo v bistvu. In sem itak tudi potem si z ChatGPT-jem pomagal, katere založbe pri nas izdajajo ta žanr knjige, kdo so popularni avtorji, kako se ta avtor, ki bi ga jaz rad prevedel, v bistvu primerja z drugimi popularnimi avtorji v žanru. Zato je koristno. Sam, da bi se pa zdaj konkretno proces prevajanja samo na to selil, mi je pa... Ja, ne. Mislim, ker na koncu dneva naročniki bodo imeli potem slabe tekste, slabo bodo sami sebe predstavljali, ne, pa bodo i tako oni mogli plačati škodo za to. Ne. Tako da jaz mislim, da vseeno je nekako smiselno. Mislim, fajn bi bilo zavestiti ljudi, da vseeno mora posegati neko človeško oko, ne, potem na koncu.
Ja, prej nekaj mi je padlo na pamet, prej sem pozabila, kaj sem htela povedati. Mislim, da nekaj o umetni inteligenci. Prej sva se na kafetu dobila, ko sva že predebatirala en cel podcast skupaj. Si rekel, da si zasledil eno spletno stran, ki prevaja literaturo, AI, nekaj? Ne, bila je neka, mislim, da je bila britanska neka AI firma, v bistvu je izdala nek ta large language model, torej nek ta model umetne inteligence, ki v bistvu lahko, vsaj tako trdijo, katerokoli knjigo prevede iz kateregakoli jezika v katerikoli drugi jezik za 100 funtov. Ja. Kar je bedarija. Mislim, lahko jo prevede, sam AI bo prevedel kvalitetno. In mislim, da tu se bo potem pri tem vprašanju, ko bomo enkrat začeli na to odgovarjati, se bo pokazalo, da umetna inteligenca mogoče vseeno ni tako, kako bi rekel, ni tako inteligentno. Točno, hvala. Tako vsevedna, pa popolna, pa ne vem. Ja, bomo videli, kako se to odvija naprej. Sem strojno prevajanje malo preveč nadomešča človeka, in lih danes na kavi, še to v bistvu, to je bila zanimivo naključje. Sva srečala eno mojo kolegico, da njena sestra ima moža, ki je bil včasih prevajalec. In je doktoriral iz prevajanja. Ampak je nehal prevajati in začel prodajati sladoled. Zaradi tega, ker enostavno ni bilo biznisa, mislim, oziroma on ga mogoče kakorkoli. In sem pol tako razmišljala, kakšno naključje. Mislim, mi dva se bova pa potem pogovarjali o tem, kako nam AI jemlje delo in tako naprej. Ampak mogoče bo pa tudi to, ne vem, je čisto možna prihodnost. Mogoče bomo pa tudi mi dve čez par let prodajali sladoled. Zakaj pa ne? Jaz imam ful rada sladoled. Ampak sej dejansko, čist šalo na stran, sem tudi razmišljala. Mislim, meni se zdi, recimo, če imaš, ne vem, se ukvarjaš z jeziki, pa imaš recimo prevajanje, pa poučevanje, kakor dve neki grobi panogi, kjer lahko nekako to znanje unovčaš. Meni se zdi, če bo umetna inteligenca nadomestila prevajanje, pa konec koncev tudi poučevanje že počasi nadomešča, in če bo AI vse to povozil, jaz sem že res razmišljala, s čim bi se ukvarjala potem naprej. In iskreno ne vem, kaj konkretnega, čist ne vem, produciranje hrane, ne vem, ali pa ne vem, kaj je vzgoja živali, ampak to je potem čist drugo znanje, čist druge zadeve, ampak če sam povedati, da sem pomislila na to, da pa morda se bo pa treba enkrat tudi prilagoditi. Jaz tudi. Mislim, jaz bi se potem po moje bolj v pisanje poglobil, ker me vseeno ful mikajo te literarne jezikovne kreativne vode. Če ne bi imel res absolutno nobene druge možnosti, bi tudi izkoristil svojo dejansko poklicno izobrazbo pa šel v turizem. Ja, sej turizem pa mogoče pa bo, mogoče se bo obdržalo, ker ljudje vseeno radi vedno bolj potujejo, tako da mogoče pa lahko tam. Ja. Morda sem šla preveč predaleč prav zgodovina, I'm coming. ali pa ne vem, sej. Mogoče bi bilo fajn tudi kaj bolj konkretnega delati tako z rokami. Strojno prevajanje. Drugače pa, ko smo že bili pri hrani, naprimer, pri sladoledu in to, čisto prevajanje kulturno specifičnih izrazov. To bi bilo recimo bi bila neka zanimiva tema za jo predebatirati. Naprimer, kakor naše sladice, potica, naprimer, prekmurska gibanica, štrukli in tako naprej. Pa tudi potem, ne vem, neke take stvari. Jaz se spomnim, enkrat sem se v bistvu prijavil pri eni agenciji, pa sem mogel priti narediti testni prevod prav k njim na agencijo. In sem moral bi prevesti v nemščino, in sem imel noter v besedo klopotec. In to je bilo dejansko prvič, ko sem se, kaj je
klopotec z nemščine. Nikoli prej nisem o tem razmišljal. Kako bi to opisal? In kaj si pol se lotil neke opisne strategije? Probal sem nekako pol opisati, samo s tem opisnim prevajanjem je pol skozi tako, da moraš pol ful razlagati in pol se malo se izgubi, ne vem, ta čar nekega besedila, kako bi rekel, no. Zelo suhoparno rad, tako da začneš enkrat razlagati. Ja, definitivno. Sam hkrati, ne, če češ nek koncept približati neki drugi kulturi, kjer pač enostavno besede ni, nimaš druge, ne. Najprej jih moraš naučiti verjetno na ta izraz, mogoče potica pa pol razlaga, pa lahko nekako uporabljaš, inkorporiraš potico. Je pa tudi odvisno od specifične variante. Tukaj, na primer, nemščina v Avstriji na Štajerskem, oziroma mislim, da kar v celi Avstriji, vejo, kaj je potica, pa vejo, kaj je klopotec, tako da tam ni treba nekaj čarati z nekimi izrazi. Ja, odvisno, ki, definitivno. Kaj ni bilo za prekmorsko gibanico? Ni bil nek prevod Over Mura Moving Cake? Okay, ja. Ampak vse simpatično, ne? O čem bi se v tišo rada pogovarjala? O katerih temah? Ja. Ja, v bistvu prevajanje emocij. To se mi zdi, da nekateri jeziki imajo neke določene izraze za zelo specifične emocije, ki jih v bistvu ne moreš ti, mislim, spet moraš nekako opisno prevajati, oziroma lahko najdeš neke približke tem emocijam, ampak čisto zares ni čist tista emocija, ki je. In to mi je tudi zanimivo, ker emocija je tudi že v maternem jeziku, mislim, to je nekaj, kar ti začutiš, ne? Že da ti to že verbalizirati v maternem jeziku je tudi težko, ne? Kaj šele pol prevajati, recimo. In pol sem pomislila, naprimer, na izraze, kakor je saudade, naprimer, v portugalščini, ki v bistvu se nanaša na neko melanholičnost, ampak je hkrati pozitivna in negativna, se pravi, ti se spominjaš nekako tistih lepih stvari, ki so se zgodile, pa hrepeniš po njih, ne, pa jih pogrešaš. Ali pa nemščina ima tudi ful, nekih izrazov, ne vem, fremdschämen, naprimer. Sram, zato, ker je nekdo nek čudnega naredil. Sram te je na mesto neke druge osebe, ker je nekaj glupega naredila. Ja, tako. Ampak, ne vem, mislim, v Srbiji pa Hrvati temu rečejo transfer blama. Kako rečejo? Transfer blama. A res? Torej, v bistvu, da se blamaža potem transferira iz neke druge osebe na nekoga, ki to situacijo pač opazuje. Okay. V slovenščini pa res ne vem, če imamo kak izraz. Ma ne, po mojem bi mogli to nekako opisno. Ne? Pa mislim, da je natsugashi, mislim, da je v japonščini tudi neka taka nostalgija, melanholičnost, sreča zaradi spominov na te lepe dogodke, ki so se zgodili, pa pogrešanje teh dogodkov. Pa kaj je še? Ja, mislim, v nemščini se mi zdi, da je dosti enih... Mislim, itak nemščina ima ful sestavljenk. V nemščini lahko katerokoli dva samostalnika dol skupaj, pa bo imelo smisel. Ja, medtem, ko potem to prenesti v nek drug jezik. Bi bilo kar zanimivo se pogovarjati o tem. Mogoče besede, kot so Heimweh, Fernweh, ne, v bistvu... Heimweh, domotožje, ampak Fernweh. Tu je tožje, ne? Recimo. Jaz bi se ful rad tudi pogovarjal o tem, kako v bistvu lahko mi kot prevajalci tudi vplivamo na to, da se v jezik uvajajo neke novotvorjenke, neke nove izrazi. Tudi, na primer, kako lahko vplivamo na to, da jezik postaja bolj inkluziven. Tako je, na primer, velik problem pri prevajanju iz nemščine je v zadnjih nekaj letih, sploh če se gre za kakšne akademske, uradne, kakršnekoli take tekste, je ta inkluzivnost glede spolov. Ker Nemci so glede tega zelo
inovativni, bom rekel. In v bistvu oni imajo 101 način, na katerega lahko zaobjameš vse možne spole. In je potem itak tudi velik challenge, kako to prevesti v slovenščino. Ker itak mislim, nemščina ima spole v jeziku, glede samostalnikov, slovenščina jih ima. Samo se mi zdi, da vseeno slovenščina se mi zdi, da se ne razvija tako hitro kot nemščina, kar se tiče takih stvari. Mogoče tudi zato, ker smo bolj konzervativni, tradicionalistični, ne vem. Ja, mislim, da v Nemčiji družba je bolj progresivna. Ne? Je pa res, da jaz sem recimo spoznala enega Bavarca, ki pa je precej proti tej progresivnosti. Bavarci so ful, oni so proti temu genderingu, so... Ja, oni nekako bolj zagovarjajo čist neko enostavnost, ne, pri izražanju, se pravi, imaš, ne vem, pač uporabljaš, ne vem, v množini, na primer, izraz sam za moške, ne, pa za objame tudi za ženske, ne, tako da, ja, mogoče bi bilo fajn tudi malo predebatirati, ja, različna mnenja, ne, različnih ljudi, ne, kar se tega tiče, tako. Ja, okej. Ali pa recimo čistko prevajanje humorja ali pa prevajanje besednih iger, ne, v literaturi, to se tudi tako, ja, dostkrat zgubi, na primer. Ja. Mislim, dostikrat imaš sploh pri literarnem prevajanju, ko so ne vem kakve besedne igre ali pa tudi v tej drami, ko jo zdaj prevajam, ko sem jo prej omenil za dramsko skupino, je tudi zelo dosti nekih kulturnih specifik, pa ena referenca je na neko drugo slovensko dramsko delo, ki ga valjda v Avstriji ne poznajo. In pol se tudi pač moraš se vprašati, pa res razmisliti, kaj bom zdaj s tem naredil. Ker ne moreš prevesti to, kot v slovenščini piše, ker ne bodo vedeli, za kaj se gre. Pa ne moreš narediti iz tega kar nekaj tretjega, ker pol pač nima veze. Ja. Ja, dosti enih tem, no, o katerih lahko govoriva. Mogoče tudi recimo, kako prevedeš stil avtorja. Ne? Se pravi, se mi zdi, da literarni prevajalec si mora najprej nekako interpretirati ta stil, ne? Pa potem izluščati, kaj je tisto, kar naredi ta specifičen stil avtorja, ne? Ta njegov stil, pa potem to prevajati, kako se to potem prevede, ne? V nek ciljni jezik. Kakšen stil bi ti rekla, da najmanj rada prevajaš? Najmanj rada? Ja. Kakšen stil jaz najmanj rada prevajam? Imaš rajši krajše, daljše stavke? Bolj nakrancan, manj nakrancan jezik? Ja, bolj ko je nakrancan, okranclan, bolj je zanimivo prevajati, ampak težje je tudi, ne? Sej lih ta tekst, ki sem ga prej omenila, ki ga je napisal Štefan Zweig, to je bilo zelo kranclano, ful dolgi stavki, ne? Ampak hkrati je tudi to ful lepo teklo in ne vem, tak dober občutek, kako ti prevedeš tisti en stavk, ki ga prevajaš pol ure. Je ful res dober občutek, ko prebereš nekaj smiselnega v slovenščini. Sam je pa res, da ne vem, tam na Premudi recimo smo si lahko vzeli čas, ne, za to prevajanje, za tudi vprašanje, kako je to živeti od tega, ne, pa biti vseeno vezan na roke, po moje imaš malo manj časa. Ja, pa mislim, na Premudi si itak imel še pol konzultacije s tutorji pa mentorji, ki so tudi pač zelo izkušeni literarni prevajalci, tako da so tudi oni znali pomagati. So nam dali zelo dobro popotnico, ne, tudi. Sem pa imel tudi jaz, mislim, meni je bilo, glede tega prevajanja stila, je meni zelo odprlo oči, ko sem ravno na faksu, zdaj na magisteriju, na tem modulu literarnega prevajanja, ko sem ga prej omenjal, smo si lahko, mislim, v Gradcu je na prevajanje slovenščine vse skupaj zelo domačno, zato ker smo 4 študentje. Tako da se vsi med sabo poznamo, s profesorji se tikamo. V bistvu je zelo domačno, resno. In smo si lahko izbrali, kar smo si hoteli, in jaz sem si izbral zbirko kratkih zgodb
od Ivana Koprivca, to je en pisatelj, ki je iz moje domače vasi, Drvetincev v Slovenskih Goricah. In on je v bistvu v kratkih zgodbah opisoval različne vaške običaje, različne praznike, šege, navade in tako naprej. In meni je bilo pač tako lušna knjiga, fajn za prevesti, mogoče kaj. In potem jaz dobim prevod nazaj, korigiran od profesorice in mi ne vem, kolikokrat mi je v besedilu stvari označila in je napisala pazi na stil. A res? Ker sem očitno res tako mimo udaril, ali pa sem, ne vem, mogoče tudi veš tisto preveč noter vpadeš in bolj začneš svoj stil nekaj noter inkorporirati malo. Ja. Ne vem. Pa tudi veš, to je tako, on je zelo doživeto opisoval to naravo, pa te običaje in ne vem, mogoče tudi mene pol tako prevzela, da sem, ne vem. Tvoja dramatičnost je tokla ven, zgleda tudi v tvojem prevodu. Ja, ne, definitivno je en tak izziv. Ampak, ja, bova videla, o čem se bova pogovarjala. Imaš ti mogoče še kaj, kakšno temo, kakšno misel, ki bi jo dodal? Meni se zdi, da bi se bilo fajn tudi pogovarjati o tem, kako v bistvu kot prevajalec sploh začeti. Kje najti prve stranke, kako odpreti SP, ker in tako večina prevajalcev ne zdela prek SP-ja. Ali pa kot samo zaposleni v kulturi, ne? Ja. Če so že uveljavljeni literarni prevajalci. Ja? Tudi mogoče, kako se strukturirati dan, koliko prevajalskih strani narediti na dan, v bistvu pa kako postavko postaviti. Ja, kaj je neka cena, od katere se še da vsaj na pol dostojno živeti? Ja, oziroma pač dostojno, ne, tako res, da je to lahko, da živiš od tega, ne, da ni samo žepnina, ampak da je res prihodek. Ja. Da si lahko prvoščeš te osnovne dobrine s tem svojim intelektualnim delom, ne. Definitivno, ja. Zdaj, po moje, nekega zelo jasnega recepta ni za to, ampak je pa pomembna tema, no, ki je fajn predebatirati. Ja, pa seveda tudi poslušalci, poslušalke, če imate kakšno vprašanja, bomo zelo vesela, če nam jih posredujete ali preko Facebook profila ali pa na Instagramu @prevodni.pranger, pa se potem lahko tudi o tem pogovarjava. Tako, ja. Tudi če imate če bodo imeli kakšne komentarje poslušalci, mogoče boste pa samo 2 človeka to videla, nikoli ne veš, ne? Mi 2. Mi 2, ja. Ampak ja, ne, v bistvu če bojo kakšni komentarji, mislim, vse je dobrodošlo, kakorkoli, ne, definitivno. Da se mogoče tudi mi 2 malo bolj usmerva. Ja, jaz mislim, da naju prevajanje zanima, da nama je v interesu se ukvarjati s tem. Jaz zase moram reči pa, da nisem zdaj tako fiksirana na karkoli, no. Niti na poučevanje, niti na prevajanje tako v življenju, ker kakor sva se prej pogovarjala tudi o tej umetni inteligenci, se mi zdi, da to zelo hitro progresira, no, in prav ta kolegica danes, ki sva jo srečala, ki je povedala o tem kolegu prevajalcu, da se je čist preusmeril. V bistvu mi je dalo tako neko popotnico, da vse bo vse okej, saj konec koncev pa lahko tudi, ne vem, zamenjaš panogo, saj ne rabimo biti zacementirani nekje. Je pa res, da dokler smo tukaj, dokler sediva tukaj in se pogovarjava, imava šanso se pogovarjati o tej temi, ne. Deva izraziti mnenje, deva pozvati še koga, da doprinese svoje mnenje. Pa bomo videli, no. To je to. Imaš še ti kaj za dodati? Pa mislim, da smo vse povedali, kar smo načrtovali zdaj za to prvo epizodo. Mislim, da je bilo zdaj seveda malo bolj uvodno, tudi toliko, da ne vi malo spoznate, pa da se tudi mi 2 na koncu malo bolj če spoznamo. Definitivno. V sledečih epizodah bomo pa seveda se malo bolj usmerila v specifične problematike, specifične aspekte prevajanja. Tako.
specifične in mogoče bo včasih tudi kaj zašla, ne, s tem, kar je zunaravno. Dobro, ja, hvala lepa. Vsem za poslušanje. A se tako zaključi podcast? No dobro, mislim, da smo zdaj za prvo epizodo dovolj, nočem reči nakladala, ampak... Blebetala? Seveda tudi, če imate vi kakšne vprašanja, nam jih lahko tudi posredujete ali na Facebook profil ali pa na Instagram @prevodni.pranger. Pa bova tudi na vaše vprašanje z veseljem odgovorila, se pogovarjala o temah, ki vi predlagate. Ja, in vesela bova kakršnihkoli komentarjev, vprašanj, feedbacka, pozitivnega, negativnega. Tudi konstruktivna kritika je dobrodošla, zato da tudi mi dva veva, v katero smer iti naprej s temi podcasti. To je pa to, kar se mene tiče. Kar se tebe tiče, David? Tudi? Okay. Mislim, da smo na lepi točki, da zaključimo prvo epizodo. Okay. Lepo se imejte. Se slišimo. Čau.